To je kot kaži pot, recimo, ne? Če tam gremo, piše vrt ali piše vrhnika ali karkoli piše, ne? Gremo, ni kaži pot vrhnika, recimo, ampak seveda nam kaže na tisto zadevo, tako tudi ta voda, ki je postala vino, kaže na Jezusa, ne? Spravi, da je Božji sin, da je Bog. Edino Bog mora narediti čudeže. In zato so v določene meri učenci verovali vanj, seveda je bila to še šibka vera in je potem tudi kmalu šla ta vera, ne. Niso potem tako trdni bili v tej veri, ampak nekaj pa vseeno je bilo. Seveda, kot smo rekli, to je pravzaprav tretji čudež, če tako rečemo, ne, ker so vsi trije omenjeni v bogoslužju, tako da pri večernicah tega praznika, gospodovega razglašenja, se začne in potem so v tistih dneh, ko nekakih drugih, zdaj, ko ni več osmine, kot take, obhaja tudi in moli te večernice in tako pride pred Magnifikatom, Marijinim hvalospevom, častimo ta sveti dan, okrašen s 3 čudeži. Danes je zvezda vodila modre k jaslim, danes je bila na svadbi voda spremenjena v vino, danes se Kristus v Jordanu hotel dati krstiti Janezu, da bi nas odrešil, aleluja. Se pravi, 3 čudeži, rekli smo, tisti čudež zvezde so videli seveda modri, sveti 3 kralji, potem seveda so tudi te stvari kasneje povedali, tako da so bile zapisane. Potem seveda glas nad Jezusom, očetov glas nad Jezusom, to so bile tudi samo tisti učenci Janezovi, ki so potem postali Jezusovi učenci, se pravi Janez, Andrej in še kdo zraven, ne, se pravi taki so to slišali, bili temu priča in seveda ta čudež v Kani Galilejski, pravi Jezus, ni še bil pravi čas, ne, ni še prišla njegova ura, to bomo tudi nekaj še povedali, ampak ne, seveda tukaj je njegova mati, ki mu je rekla in je seveda napravil ta čudež. Seveda v novem mašnem obredu začne po Jezusovem krstu, oziroma oni dajo na nedeljo, ne, ni to osmina razglašenja, ampak na nedeljo, rečejo nedelja Jezusovega krsta, ko se tradicionalno praznuje sveto družino in potem začne tisti čas med letom, ne, navadni čas in tako dalje, ne, zdaj čas med letom, to je kot alpski kvintet, čas počitnic, ne, se poznamo tiste reči, se pravi, zdaj ni treba kaj dosti več se naprej zadelati, ne, pač zdaj so bili prazniki, smo se nažrli, zdaj treba hujšati, ali kako bi rekli, ne. Hujšati pomeni pri ljudeh, da postanejo hujši, ne, bolj kakor da zgubijo kaj kil, ne, tako da te zadeve, ne. Tako da ne bodimo tudi mi taki, da postanemo hujši, ampak da postanemo boljši, ne, seveda. Naj bo to čas po razglašenju in naj bo že malo ta usmerjenost, kar bomo tudi zdaj povedali, proti postnemu času in temu, kar je v velikonočnem tridnevju, kar to je vse med seboj povezano, to je naše odrešenje, ne, tako da ta stvar. Se pravi, to je vse skupaj, ne. Se pravi, zelena mašna oblačila, ampak kmalu bo že 70-nica, ne. Takrat že začne vijolična barva, letos je en dan pred samo svečnico, ne, tako da odvisno, kdaj je velika noč, tako da že začne, ne, tako da to. Evangelist nas vabi, bodimo pozorni na ta čas, ne. Poroka se je zgodila tretji dan, ne. To že takoj ponudi vstajenje Gospodovo, ne. Spravi, Gospodov krst, potem tretji dan in tisto,
Ampak Gospod je rekel učencem, ne, ko so rekli, da če bojo pili tisti kelih, ki ga on pil, in če bojo krščeni s tistim krstom, s katerim bil on krščen, ne, v bistvu je tukaj mišljeno njegovo trpljenje, njegova smrt, ne, tako da tisto, ne, se pravi, zaradi tega tretji dan, ne, tako da ta zadeva, ne. In tudi drugače bi lahko gledali, da je to navezano na Gospodov krst in seveda tukaj nas pelje že v prvo Mojzesovo knjigo, ko je ustvarjen človek in žena, ne, spravi Adam in Eva. Eva je iz Adamove strani, ne rebro, ne, stran, je odprta stran, ne, pomeni, da je bila žrtev tukaj in da je seveda tukaj neka svadba, neka poroka, ne, seveda krvava svadba ne more biti drugače, ne, spravi to. Iz Adamove pravzaprav žrtve, iz odprte strani se rodi žena, se rodi Eva, iz Jezusove odprte strani se rodi seveda cerkev, se rodijo zakramenti, pridejo ven, ne, tako da to. In seveda tukaj imamo pa tudi Marijo, ne, Jezus je novi Adam, Marija nova Eva, tudi ta stvar, ne, tako da to. In krst, kot sem rekel, duh tam, ki se giblje nad vodami, ki pravzaprav, bi rekel, vali, ne, je tak v hebrejščini izraz, ne, se pravi kot koklja, ki vali piščeta in tisto, ne, se pravi, zato da se skrbi, da se izvalimo, ne, Sveta cerkev, ne, bomo rekli. Tako da to, ne, Sveti duh, v moči Svetega duha, seveda se mi izvalimo, ne, bomo rekli, potem rastemo in tako dalje, ne. Pak tako, malo si moramo to predstavljati, ne, to so spet te podobe iz narave, iz vsakdanjega življenja in tako naprej, ne, ki nam marsikaj povedo. Vemo, da judovske te poročne slovesnosti so kar po cel teden in tako trajale in ženin je imel odgovornost za vino, očitno so malo preveč ga spili tudi, ne, da je zmanjkalo, ne. Poznam, ne, ko sem bil pri Primorskem akademskem zboru Vinko Vodopivec, je tudi geslo, ne, kjer je vino, tam smo mi, kjer ga nismo pa že bili, ne, tako da, ja, včasih so tudi malo bolj pretiravali, eni pač še danes tudi pretiravajo, ne, tako da tukaj tudi. Ampak Sveti Janez hoče iti v globino stvari, ne kot ostali evangelisti, on še poglablja zadeve, ker tukaj je že za prve vernike pisano, ne, ni več za ostale ljudi, da bi se spreobrnili k Kristusu, krščanstvu in tako, ampak so tukaj že verniki in tukaj on teološko, filozofsko in tako naprej zelo poglobi zadeve, ne, tako da to ni samo neka družbena zadrega, ne, ker če ni vina, ne, potem kakšen ženin je to, ne, ampak zelo, zelo pomenljiva stvar. Marija posreduje in se lahko brez težav navežemo na tisto, kar je bilo problematično v tistem dokumentu iz Vatikana, ker tukaj Marija deluje kot tista, ki je srednica vseh milosti. V Dantejevi božanski komediji Sveti Bernard pravi, da tisti, ki se ne trudi, ki noče prejeti milosti po Mariji, ne, je kot tisti, ki bi hotel leteti brez kril. Tako, ne, da Dante Svetemu Bernardu da izreče, vemo, Sveti Bernard je nekako največji Marijin svetnik, ne, tako da to. In res, vidite, malo če se navežem spet na našo Sveto Goro, tam je rekla Urški Ferligojevi, reci mojemu ljudstvu, naj mi tukaj postavijo svetišče in naj prosijo milosti. Ne, enostavno rečeno, torej, mi, če hočemo dobiti milosti, moramo po Mariji prositi. Marija je zmeraj ob Jezusovem srcu, svojim brezmadežnim srcem in seveda Jezus to izpolni, kar ga prosi, če seveda v skladu z Božjo voljo, če ni vsaj proti, bomo rekli, Božji volji in seveda tudi naravi stvari, ne.
Seveda, normalno, Bog je dal svoje zakone tudi v naravo. Marija reče, vina nimajo, ne, ampak to pomeni, sinko, ti moraš narediti nekaj, ne. Ne nič sili, ampak on točno ve. Zdaj moramo iti zapovedim, ne. Zapovedi niso bile tako dane, Bog se je enega dne nekaj izmislil, ne. Zdaj bomo to zapovedali, to bomo pa prepovedali, ne, tako meni paše malo, ne. Ampak ne, zapovedi so Bog sam. Bog sam in zato tudi Jezus sam, ne. In Jezus ne more iti proti temu, ne, in tako tudi, ne ubijaj, je Bog sam, je tudi Jezus sam, ne. Ne nečistoj, je Bog sam, je Jezus sam, ne. In tukaj je, spoštujoč očeta in mater, je tudi Jezus sam, ne more iti proti temu, da ne bi spoštoval tega, kar mu reče mati, ne, tako da to. V grščini, ne, ko reče, se obrne k Mariji, je treba vzeti, ne, tam je genaj, se pravi, o, moja gospa, bi bilo, ne, nekako tako, ne, ni nobene nespoštljivosti, ne, in žena, ne, kadar slišimo žena, takoj vrže spet na Evo, ne, na prvo Evo, Marija je pa nova Eva, ne. Prva Eva, ki je zapravila vse, ne, milosti in tako dalje, Marija, ki pa izprosi milosti, vidite, ne, po njej grejo vse milosti, ne, tako da to, ne. Potem pa tudi razodetje Janezovo, konec časov, ne, razodetje 12, se pravi žena obdana s soncem, spet žena, ne. Torej začetek Svetega pisma, konec Svetega pisma, stvarjenje in dovršitev stvarjenja, polnost, ne, polnost časov in tako dalje, ne. Ura, seveda Jezusovo trpljenje, takrat je njegova ura, ne. In tudi za nas bo enkrat prišla ura, ne vemo kdaj, ne, ampak vemo, da pride tista ura, ne, ena urca bo prišla, pravi ljudska pesem, ne, tako da, tako. Spravi, ura, njegova ura je stalno navzoča pri svetemu Janezu v evangeliju, pri Samarijanki, žena, veruj mi, pride ura, ko ne na tej gori, ne v Jeruzalemu ne boste častili očeta, potem pride ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici, ne, spravi ne v Jeruzalemskem templju in tako, ampak seveda po raznih krajih, ne, zdaj v današnjih časih seveda duhu in resnici, kjer se daruje prava sveta maša, tam se časti očeta. Potem v Jeruzalemu oznani, resnično, resnično povem vam, pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega sina in tisti, ki ga bodo slišali, bodo živeli. Potem Filipu se približajo Grki, iščejo Jezusa, razglasi, prišla je ura, da bo sin poveličan, sin človekov poveličan. Potem poveličan, ne, to je njegova slava namreč, ne, ali zmagoslavje ali poveličanost in tako dalje, ne, slava praktično, ne. Torej, kar govori veličastvo tudi, ne, torej Janez v začetku svojega evangelija in videli smo njegovo veličastvo ali njegovo slavo, kakor jo ima edinorojenje od očeta, ne, tako da to. Ta slava, to veličastvo in tako, ki se v polnosti seveda razodene v trpljenju in smrti, ne, torej tudi ta slava, ki so jo angeli oznanjali, ne, takrat se pravzaprav razodene, poveličan je Jezus takrat, ne, Oče ga takrat poveliča, ko bom povzdignjen, ko bom poveličan na križu, ne, takrat boste videli, ne, da jaz sem, ne, torej, da je Bog. Takrat je treba to videti, spoznati, ne, tako da to. Kana Galilejska, Kristus, ogromno količino vode, 680 litrov recimo, ne, lahko nekaj manj, ampak zelo veliko, ne, spremeni v vino, najboljše vino, ne. Torej, navada je bila obratna, ne. Dobro vino najprej, pol pa slabše, ne. Tukaj pa seveda on lahko naredi samo najboljše, ne more narediti slabše, ne.
mi bi šmugljali nekaj in tako dalje, ne. So pravili prijatelji takrat, ko je bila malo slabša letina in tisto, ko niso vedeli, kako bi s tistim vinom, nikakor ne bi mogli narediti dobrega vina. Pol eden je rekel, da je vprašal Štajerce, kako se to s cukrom dela, ne. Sem rekel, ja, dobro, zdaj, ko si mi povedal, ne bom več pri tebi nikoli vzel, ne, sem rekel, tako da pol ni seveda naredil tako, ampak sem rekel, ni treba nič Štajercev spraševati, enkrat je taka letina, enkrat drugačna letina, ti naredi vino, kot se ga da narediti in bo, ne. Moramo se potruditi, kolikor je mogoče, ne. K nemogočemu pa nihče ni poklican, zavezan, ne, kot pravi tudi ta maksima rimskega prava. Tako da to, ne. Preroki so napovedovali to zadevo, ne, in seveda Janez zmeraj pravi, da so se izpolnile prerokbe, ne, tako da to. Gostija bogatih jedi in izbranih vin, najboljše vino, ne more biti drugače, ne, spet ta gostija, ne, ko pride Mesija. Tako da Kristus je pravi ženin, ne, tisti tam noben ni pravi ženin, samo on je veliki ženin, bomo rekli, ne, tisti z veliko začetnico, božji ženin, ne, tisti, ki so ga preroki obljubljali, ne. V prvi vrsti seveda Kristus je veliki duhovnik, ne, potem je tudi kralj, je tudi ženin te stvari, ampak prvo duhovnik, ne, ki daruje daritev, pravo daritev, ne, samega sebe pravzaprav, ne. Sveti Avguštin seveda to poveže s sveto mašo, z Evharistijo. Vsaka maša, pravi, je poročna gostija, Kristus se združi v njej s svojo cerkvijo in to tudi nekatere pesmi lepo pobožne slovenske opevajo, ne, tako da to. Potem kardinal Ildefons Schuster, ki je bil milanski nadškof, je zelo lepo razlagal svete zakramente in tako naprej, ne, in liturgijo in to, ker je bil benediktinc. V Marijinih besedah vidi še globljo prošnjo, pravi, ni samo vino poroke, ampak tukaj je evharistično vino, to je čudež v Kani, je samo znamenje tega mašnega vina, spravi vino, ki postane Kristusova kri, ne. 3 leta pozneje se to znamenje, ne, tukaj je samo znamenje, ki kaže 3 leta naprej, vino se spremeni v Kristusovo kri. Ta evharistična pot, ki potem seveda mora iti skozi trpljenje. Pri zadnji večerji Kristus ne popije tiste 4. velikonočne ali pashalne čaše, ampak govori o kelihu, ki ga mora piti, in potem na križu pravi, žejen sem, in prejme tisto kislo vino in potem izreče, dopolnjeno je, ne. Tam je bila popita tista 4. čaša, zelo lepo delo na to temo je napravil tudi Scott Hahn, ne, se pravi, zelo lepo, ne, se pravi 4. čaša, ne. Poročna skrivnost, ki doseže tam na križu svoj vrhunec. Vino, kje se pojavi, če boste kdaj brali, premišljevali, seveda zmeraj priporočamo med premišljevalno branje in molitev, ne, se pravi samo v Kani Galilejski in potem na križu imamo pri Janezu, ne, začetek, konec ene same daritve, ne, tako da ta zadeva. In seveda moramo se na kratko ozreti, samo da končamo, ne, še s tem povezano, kar nas uči sveti Pavel v berilu, ki smo ga poslušali, je seveda zelo konkretno, zelo jasno to berilo, ne, kako živeti dobro med seboj, ne. To je 12. poglavje pisma Rimljanom, meni zelo ljubo, pa tudi vam priporočam, da kaj berete, premišljujete, pismo Rimljanom, 8., 12. poglavje in tako naprej, ne. Pa tudi druga, ne, so zelo lepa. Se pravi, vsakdanje krščansko življenje je tukaj, ne. Pavel pravi, veselje v upanju, potrpežljivost v stiski, stanovitna molitev, ne. Moramo imeti zmeraj neko upanje, seveda, kot Kristus, ne, Kristus kot pravi Bog in pravi človek je seveda trpel, ampak hkrati
tudi bil v blaženem gledanju, ne, se pravi tudi mi. Če smo združeni v vsem skupaj z Bogom in tako imamo to pravo upanje v sebi in smo pravzaprav tudi v nekih preizkušnjah, nekem trpljenju imamo neko vedrino v sebi, ne. Ne bomo rekli prav tisto veselje in tako, ampak dobro, v svoji duši imamo mir, imamo vedrino, tako da to. Potem v stiski moramo biti seveda zmeraj potrpežljivi in seveda stanovitni v naši molitvi. Te besede, ki so seveda tudi danes še kako aktualne. Če hočemo biti zvesti Kristusu, to niso neke počitnice, kot smo rekli na začetku, ne, ampak seveda pomeni trpljenje, preizkušnja. Tako da tudi v cerkvi ni malo preizkušenj, ne, sploh tako, kadar smo na tej tradicionalni poti. Je pomanjkanje, je prizadeto bilo samo srce bogoslužja, ne, in seveda tam, bomo rekli, v cerkvi so prazni vrči, ne, tako da ni, ne, to je zgovoren simbol. Kdor hoče tradicionalne latinske maše, seveda je tam osiromašeno in tisto in prosi Boga seveda, da bi prišla ta maša, da bi prišlo to vino, ne, da bi bilo pravo in najboljše bogoslužje, najboljša maša, ne, tako da to. In če je nekaj od Boga, vemo, da tega ni mogoče uničiti, ampak moramo biti tudi zelo, zelo potrpežljivi tukaj, ne, in stanovitni v molitvi in vse te zadeve, ne. Imeti eno veliko upanje in biti pri sebi tudi veseli, ne, pa tudi zadovoljni s tistim, kar imamo konec koncev, ne, saj konec koncev imamo dostop do tradicionalnega nauka maše, sakramentov in tako naprej, ne, tako da te zadeve. In seveda Marija, ne, ona vedno vidi te stvari in tudi danes ona vidi te stvari, ona je naša mati in ona tudi posreduje, zato moramo tudi vanjo še kako zaupati in bo tudi ona za nas posredovala in nam bo omogočila in bodo prišli tudi še drugi iz pomanjkanja, iz neke izgube in tako dalje. Če smo povezani z Marijo, če smo povezani z Jezusom, vzklijejo blagoslovi, ne. Vzklije, pride milost, ne. Tako da sveti Avguštin, ki pravi, da vsaka maša je poročna gostija, nas spomni, Kristus ostaja zvest svoji cerkvi, tudi ko so težke okoliščine. Pavel ne pravi, da bomo osvobojeni od stisk, ampak pravi, imeti upanje, imeti potrpežljivost, moliti, ne. Veselje, ljubezen, ki sta živeta v senci križa, sta vedno bila najbolj prepričljivo pričevanje cerkve. Kljub temu, da je križ, cerkev je vesela, ne. Apostoli, ki so bili zadovoljni, da so mogli, da so smeli nekaj pretrpeti za Kristusa, ne, so šli veseli od tam, ko so jih prebutali in tako dalje, ne. Tako da to. Tudi sveti Frančišek, ne, je rekel, da tam je potem pravo veselje, ko te popolnoma obsujejo z raznimi izbranimi besedami, ko te prebutajo in tako dalje, ne, potem, če ti ne narobe reagiraš na tisto, ne, v tistem je pravo veselje, je rekel, ne, tako da tukaj. To je križ, ženin se popolnoma podari nam, torej cerkvi, torej svoji nevesti, stoji v središču zgodovine, ne, ne more iti nič mimo njega, ne, tako da to, on je tisti, ki vodi vse skupaj, ne, vso zgodovino. Tako da tukaj je ta polnost daritve in se nam izliva, prejemamo vino nebeškega kraljestva v obilju, zato da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.